Diplomati so zaščiteni bolj kot kočevski medved. Ne dajmo mi pogledati, kako je zares s tem posojanjem diplomatskih avtomobilov. Dajmo vprašati nekoga, ki se na to zelo spozna. Če jaz nimam časa, jaz lahko seveda pooblastim bodisi svojega sodelavca, bodisi svojega družinskega člana, da namesto mene opravi kakšen posel. Ampak seveda ta stvar mora biti omejena in dobro definirana. Dimsi! Tebe pa že dolgo nismo videli. Zdaj Rupel pravi omejeno in dobro definirano. Vem, Dimitrij Rupel je Richard to rekel. Rupel, čigar žena je šla s službenim Priusom, počistila in po WC papir. Takrat je bil to škandal, Marjetko so pa vsi popluvali. Ampak dajte vi meni nekaj povedati. A ni kupovanje špecerije delo osebja in čistilk? Zdaj kaj, Dimitrija tisti dan tako pognal, da je mogla Marjetica na vrat na nos štacuno po rolo papirja, da si je lahko rit obrisal Rupel. Ali kaj? Sama je bila za vse. Kje je bila takrat država? Kje smo bili mi v teh temnih trenutkih potrebe? Pustili smo jo na cedilu, ne? Zdaj pa pojmo nazaj na Črnogorca. Prvič, največ, kar lahko veleposlanik faše, je globa oziroma opomin. Če recimo na mrtvo pijan diplomat zaparkira uvoz v urgenco, mu nič ne moramo. Ajde, razen če nekoga skoraj do smrti zbiješ, ne? Takrat pa diplomatska imuniteta ne pomaga dosti, ne? Zdaj to poveš, a ne, Nataša Vodušek? A hec nisem v tem, da mali Marko zlorablja fotorov avto. Hec je v tem, da smo njegovega fotora sploh sprejeli za veleposlanika. Glejte, to je človek, ki je z drugim sinom pretepil fotoreporterja, ki je fotkal njegov narobe parkiran avto. Zdaj to ni več panika, ko je veleposlanik, lahko parkira kjer če. Poleg tega je kot župan Podgorice občansko zemljo Frendom prodajal 5-krat bolj pocen, se pravi neke sorte turbo verzija Jankovića. In kaj prav zunanje ministrstvo? To je na koncu reklo, da te teme nočejo izpostavljati, kar pomeni, da lahko tuji diplomati delajo, kar hočejo. Ministrstvo dodaja, da, pazi, naj bi diplomati vseeno spoštovali predpise Republike Slovenije. Konec citata. Zdaj, ključna fraza tlele je naj bi. Kar bi lahko postala naš nacionalni moto. Slovenija naj bi funkcionirala kot normalna država. Ni pa nujno. Naj bi. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.